so vaše prve stopničke v članski konkurenci in to kar na domačih brzicah v najnovejši kajakaški disciplini, ki, kot je zdaj dejal vaš trener, potrebuje tudi kanček sreče. Koliko je sreča bila danes na vaši strani in predvsem, kaj vse ste uspeli vi na progi? Ja, mislim, sreča je definitivno bila. Tako pri vsakem športu, če hočemo pač rezultat dosežiti, je treba kanček sreče imeti na svoji strani, ne. Ampak ja, mislim, jaz bi rekel, polovico tega je malo je od treninga, potem se morajo ostalih 50 se morajo pa še puzli zložiti, zato da pač lahko pa rezultat naredimo. Letos ste osvojili naslov evropskega mladinskega prvaka, koliko pa vam današnji dosežek pomeni v članski konkurenci, glede na to, da ste prvič na zmagovalnem odru med člani? Ja, jaz sem zelo zadovoljen. Celo mogoče skoraj bolj kot pa za evropski naslov, ker je to le članska kategorija. In ja, letos sem jaz prvič v članski reprezentanci in da sem lahko pokazal tak rezultat, sem zelo zadovoljen sam nad sabo. Kakšne so tiste najbolj očitne razlike med mladinci in člani v krosu, kje je več ponovčkanja v vedicah? Ja, definitivno pri članih. Mislim, nasprotniki, tekmovalci ostali so močnejši. In ja, vse je v bistvu na višjem nivoju. Vse se hitreje dogaja, vse postane malo bolj nepredvidljivo in ja, na koncu sreče tudi malo potrebno imeti. Če se zdaj vrneva samo malce k tisti polfinalni vožnji, ker ste tam le na bregu čakali, ali bo šlo, se bo išlo glede kazni. Kaj ste doživljali v tistih trenutkih in kaj se je po vašem mnenju zgodilo na progi? Ja, v bistvu na progi se je zgodilo to, kar bi pač vsak naredil, branil je pozicijo, mu ne morem očitati, tudi jaz bi. Ampak mu je pa špico dvignil, ne? Kar pa na koncu koncev, če me zadane dvignil špico, je pač to kazen. Ja, drugače pa jaz v bistvu sem že hotel iti se preobleči, ne? Ko sem šel čez most, potem sem pa tam videl da nekaj preverjajo, pa sem malo počakal, kaj se dogaja, sem videl, da mene preverjajo, ne? Nisem vedel, da mene preverjajo. Tako da potem sem pa še tam malo počakal, pa sem videl, da sem naprej, pa sem rekel super, ne? Jemo se za finale še pripraviti. Gaše ste se pripravili odlično, odpeljali tako, kot ste si taktično zamislili? Ja, sem si. Mogoče bi v ta druga protitočna lahko šel napaditi Madora, ko bi bil vodilni, pa bi probal zlato medaljo vzeti, sam lahko pa da na koncu bi tudi šel domov brez medalje, če bi se karkoli zakvačkali, pa sem raje potem šel v druga vrata, ko pa je Mador. Zato, mislim, jaz sem oddelal dan svoje, kar sem si zadal. Tudi to. Drži, še enkrat iskrene čestitke za drugo mesto. Hvala.